Krivice deladan, krivi žari, bratje levena plana vrh, planin la kritin dol, na oko cvetenje vode, tukaj si brez skrbi, tukaj naš je sve. Krivi se deladan, krivi žari, bratje levena plana vrh, planin. Ven potej bo čisto jasno, tam se duh telo krepi. Ven leben naravo krasno, tam obraz se mi zvedri. Na planine vrejo želje, na planinah je veselje. Tu se razjasni oko, gori uživa se nebo, gori uživa se nebo. Krivi se dela dan, krivi žari, bratje levena plana vrh, planin kripin dol, na oko cvetenje vode, tukaj si brez skrbi, tukaj naš je sve. Krivi se dela dan, krivi žari, bratje levena plana vrh, planin na vrh planin. Jezertu bliskri glava, čovnič plava sem vrtja. U čovnu glasno se prebiva, da odbiva od gori. Ptice po dolinach in planinach se budi, ker so čule pisem mojo, vsaka svojo žvrgoli. Ptice po dolinah in planinah se budi, ker so čule pisem mojo, vsaka svojo žvrgoli. Rivam srca vsem igrajo, da skakljajo nad vodo. Še valovi šepedajo in šumljajo med sabo. Tukaj slaven se bije, srce bije nam gorku. Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. Tukaj slaven se bije, srce bije nam gorku. Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo.
Spoštovani obiskovalci, aktivni člani, prijatelji Foto, kino, video kluba Mavrica, pozdravljeni na predvečer kulturnega praznika v Radomljah 2022. Zbrali smo se v Kodrovi dvorani na odprtju samostojne fotografske razstave Mimi Polak. Naslov: V hribih se dela dan, v hribih žari. Hvala videosekciji za uvodni film o Veliki planini. Hvala Martinu Kozjeku in očetu Kozjeku za uvodno pesem in spremljavo. Kot pravi avtorica razstave, veselje doživetja trenutka se pomnoži, če se deli. Mimi Polak, prekaljena Mavričanka, je prehodila kot ljubiteljska fotografinja velik del poti z razvojem Mavrice že v 80-ih letih. Ob letošnjem 75. življenjskem jubileju pa se je odločila, da z nami podeli jutra Velike planine, kot jih je ujela v fotoaparat. Rojena Radomljanka kot Dolenčeva Mimi je osnovno šolo obiskovala v domači vasi, pridobila poklic, se zaposlila in se poročila z alpinistom Bojčem v Kamnik, v stari del mesta. V zakonu sta se jima rodili dve deklici. Starejša bo letos že Abrahamka. Prav možev alpinizem je bil vzgib, da je poiskala stik z Janezom Kosmačem. Mož ji je leta 1979 z himalajske odprave izpod Everesta pošiljal filme in Mimi jih je odnesla v razvijanje k Janezu na Hudo. To je bilo njeno prvo resno srečanje s fotografijo. Tako je njen vstop v globine fotografije povezan z dogodki v temnici v kleti pri Kosmačevih. Mi pa smo v tem letu vsi dihali z odpravo, se veselili, ko so naši alpinisti prvič stopili na streho sveta. Naslednji film, preden prisluhnemo Mimi o odnosu do fotografiranja, pa nas ne bo popeljal v Himalajo, ampak v Južno Ameriko, kjer ga je posnel naš odlični filmar, kronist in snemalec Karol Štajner. Španski zavojevalci so Peru odkrili davnega leta 1526. Pri prebivalcih in premaganih vladarjih tamkajšnjega inkovskega imperija so odkrili velike količine zlatih in srebrnih izdelkov. To jih je vzpodbudilo, da so z vso silo napadali in ropali. Španski kralj je oddal nalog, da se te bogate kraje zavzame. Glavno mesto današnje republike Peru, Lima, se nahaja na pečini nad morjem. Že leta 1542 so jo ustanovili španski konkvistadorji na mestu takrat najgosteje poseljene obalne pokrajine. Lima ima danes čez 9 milijonov prebivalcev. Svojo kolonialno arhitekturo je to lepo in po južnoameriško živahno mesto.
Nažalost pa sem tudi tu naletel na bolečo ločnico. Bogati meščani živijo v lepih, razkošnih hišah, v katerih jih je strah revnih someščanov in so se zato ogradili z visokimi zidovi in bodečo žico. Ko sem iz centra prišel na rob mesta, so me mimoidoči opozorili: ne naprej, tam te bodo okradli. Mene pa so vseeno bolj zanimali tisti, ki morajo krasti. Krasti tudi zato, da preživijo. Dogovoril sem se z domačinom, ki me je odpeljal v fajelo na robu mesta. Tam, kjer bi me morali okrasti, sva srečala prav prijazne ljudi. To naj bi bili potomci tistih prednikov, Inkov, ki so bili najnaprednejše ljudstvo v tem delu sveta. Imeli so dobro organizirano državo, njihov kazenski zakonik je bil kratek, vendar zelo pravičen in strog. Lastništvo je bilo skupno in če je kdo ukradel hrano, ker ni imel kaj jesti, je bil kaznovan njegov predstojnik, ker mu ni priskrbel minimalnih pogojev za življenje. Delati so morali vsi, vendar nobeden preveč ali predolgo. In nihče ni smel trpeti pomanjkanja. Ja, njihova uprava bi bila tudi nam danes lahko za vzgled. Že nekaj 10 kilometrov iz mesta se začne puščava, prava Sahara. Vendar tudi tukaj povsod najdeš ljudi. Hola. Gente linda que vive acá, pues. Gracias. Para salir para afuera ya. ¿Para esta vía? Sí. Tendría que volver así. Med raziskovanjem sem našel tudi komuno, v kateri so se zdravili mladi odvisniki. Delo na kmetiji je del terapije, obenem pa tudi vir hrane. Tako se pripravljajo na novo življenje. Peru je najbolj znan po davni civilizaciji, po inkovskem imperiju, katerega prestolnica je bil Cusco, popek sveta, kot so mu rekli. Prvi utemeljitelj močne države v Andih na ozemlju današnjih držav Peruja, Čila, Bolivije, Argentine in Ekvadorja je bil Manco Cápac. Mesto Cusco leži visoko v Andskem pogorju, 3310 metrov nad morjem. Kot za časa Inkovskega imperija je tudi današnji Peru še vedno najbolj bogata andska država po rudnem bogatstvu, predvsem po zalogah srebra. Mesto Cusco se je od takrat precej spremenilo. Spremenili so ga zavojevalci, ki niso prizanašali nikomur, ki jih je hotel ovirati v grabljenju bogastva. Tudi Inki so bili nemočni v boju z bolje opremljenimi zavojevalci. Kot večina turistov sem se tudi jaz iz Cusca odpravil v zadnje zatočišče inkovskega poglavarja Tupac Amaru na Machu Picchu. Sedel sem na vlak, ki me je ob sveti reki Urubamba odpeljal kakih 70 km do podnožja mesta, ki si ga je zgradilo inkovsko plemstvo, najverjetnejše kot svoje zatočišče ali počitniško naselje. Inki so zgradili tudi tlakovane ceste, ki so povezovale kraje po deželi. Po teh so ukaze prenašali tekači, sli, ki so menda dostikrat prišli na cilj hitreje kot mi z vlakom. Mesto Machu Picchu, ali v prevodu Stara Gora, so inkovski graditelji zgradili okoli leta 1450 na vrhuncu inkovskega imperija. Stoji na 450 metrov visoki pečini nad zavojem reke Urubamba, kjer je imelo odlično lego za obrambo.
V okrog 140 zgradbah je lahko prebivalo do 750 ljudi. Imeli so dovolj vode in na terasah so lahko pridelali dovolj hrane za 2-krat več ljudi, kot jih je bilo tam v času največje naseljenosti. In ki so se zanašali na svoje znanje zidanja s kamnitimi bloki. Spoji med bloki so bili tako natančni, da ni bilo niti za konico noža špranje in delali so brez malte. Občudovanja vredne zgradbe so postavili kljub temu, da niso poznali kolesa, da niso imeli pisave in vendar je zgodovina pokazala, da so njihove zgradbe skoraj brez škode prestale potrese in neurja, ki so v teh krajih zelo pogosta. In ki so častili več bogov, stvarnika sveta Virakoka, mater zemljo Pačamamo in očeta sonca Intija, ki so ga imeli tudi za očeta inkovskih vladarjev. Njim v čast so tudi na Machu Picchuju zgradili svetišče, tale veliki kamen pa je služil kot astronomska ura. Zadnji Inka poglavar je bil Tupac Amaru, katerega so leta 1572 ujeli in usmrtili. Machu Picchu je bil odkrit šele leta 1911, ko ga je britanskemu raziskovalcu Hiram Binghemu pokazal 11-letni domačin. Zaradi varovanja je UNESCO določil, da območje Machu Picchuja lahko obišče le 2500 turistov na dan. Bil sem eden izmed njih. V pogovoru z Mimi, ki se je rada spogledovala s fotoaparatom, ko je fotografirala otroke pa domače živali, ker je pa mož Vojč jemal fotoaparat s seboj v hribe, se je odločila, da je kmalu kupila svojega zenita. Izvedeli smo, da se je po vključitvi v Maurico vedno veselila iskanja motivov v naravi in življenja v okolju, kamor so člani kluba redno zahajali. Ko pa se je po upokojitvi poleti preselila na Veliko planino, od tega so minila že 3 desetletja, je bilo motivov več kot dovolj. Na planini je vztrajala kar dobro poldrugo desetletje. Sprva je fotografirala predvsem krave in planino. Ko pa je videla, da pastirji niso imeli nič proti fotografiranju, sploh ker so slike potem tudi dobili, ni bilo nikakršnih problemov več. Slikala jih je pri delu, pri srečanjih, na kavi, pa v kapeli, pa na tlaki, pa še vmes. Najprej je razstavljala fotografije živali v grobljah, kasneje v Radomljah, pastirje in planino, potem pa še rože in drevesa. V zvezi z današnjo razstavo pa pravi: nepozabna so bila predvsem jutra na planini. Problem pa je bil, ker je bila le glavna skrb živina, pa je bilo težko oboje naenkrat. Pri fotografiranju gre največkrat za to, da si ravno ob pravem času na pravem mestu. Zato se mi je zdelo, da sem to še dolžna planini, ovekovečiti ta jutra, ki so vedno drugačna, pa vedno prekrasna. Vesela je, da lahko pokaže fotografije predvsem tistim, ki nimate možnosti biti tam gori na planini. Vsem pa, ki še lahko greste, pa naj bo to spodbuda, da boste zgodaj vstali in šli od doma ter doživeli to lepoto, ki napolni dušo in telo, dodaja.
Zdaj, ko nisem več na planini, pravi, mi ni bilo težko vstati ob 2 zjutraj, biti kar malo pred 5 nekje na Gradišču, Bukovcu, Poljanskem robu ali Planjavi na planini in ujeti prave trenutke, ki so res velikokrat trajali le nekaj hipov. Že čez minuto je bila svetloba drugačna, megla se je razkadila, sonce je ušlo in čarovnija je izginila. Predvsem pa sem bila vedno vesela, da je Bojč bil nekje blizu, da sem lahko komu povedala, a ne, kako lepo. Mimi, hvala, da deli z nami doživetja gorskega sveta. Čestitamo za razstavo, za vseh 40 fotografij, ki jih podarjaš nam na ogled. Čestitamo in voščimo vse najboljše, da dočakaš svoj 75. jubilejni dan v najboljši kondiciji na mnoga leta. Bog nam daj, da svet živi, živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. 300 kapelj, 300 let, Bog naj na svet živi, živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Hvala lepa. Mi želimo ti obilje zdravja, veselja, ostani krepka in pogumna, dobro luč še naprej. Hvala lepa vsem. Hvala za obisk. Vesela sem, da ste prišli tudi, če so takle cajti. Upam, da se še kaj tudi malo višji srečamo, da kakšno rečemo. Pol vas pa povabim kele malo pred čez vrata levo, pa vam želim tudi dober tek. Razstava je pa odprta. Čestitam ti za take čudovite fotografije in ti želim, da bi še dolg dober skozi kukalo kukala. Hvala lepa. Hvala. Še enkrat res hvala za vse. No. To ste me zelo presenetili še s tole muziko, tako da sem res vesela. Hvala vama. Ja, hvala vsem. Prešeren kulturni praznik voščimo, razstava je odprta, užitek ob fotografijah, pred dvorano pa vabimo, da nas zdravimo in pokramljamo. Ja. Cvit, cvit,